kaj lahko naredimo sami, znotraj družine ali v skupnosti, da bomo kljub draginji, ki je na pohodu, imeli uravnoteženo in pestro prehrano, ki bo čim boljše kakovosti. Prehranski proračun lahko zmanjšamo tako, da naredimo več sami. Pridelajmo lastno hrano na vrtovih ali v koritih, sami pripravimo obroke iz osnovnih živil in priskrbimo si lastno ozimnico. Nakupujmo in pridelajmo oziroma shranjujmo premišljene količine hrane in se tako izognimo odpadkom. Tudi hrana, ki podpira zdravje, tako imenovana zdrava hrana, je lahko cenejša. Neješčnost in izbirčnost otrok in mladostnikov močno vpliva na organiziranost prehrane v vrtcih in šolah in nenazadnje tudi na ponudbo hrane v neposredni soseski. Doma se pogovarjajmo o tem, kako se prehranjujemo, katera hrana je primerna v določenem obdobju in v določenih okoliščinah, koliko denarja imamo na razpolago za hrano. In od besed preidimo k dejanjem. Zdaj je čas, da preverimo, kje na lestvici naših vrednot ali vrednot naših družinskih članov se nahaja prehrana. Uvedimo manjše spremembe v svojem gospodinjstvu, poskrbimo za kakovostno hrano in prispevajmo k zmanjševanju odpadkov hrane. Nakupujmo le tisto hrano, ki jo zares potrebujemo in v količini, ki jo tudi dejansko porabimo. Presežke hrane lahko delimo z drugimi. Uporabimo tudi tiste dele živil, ki so v kulinaričnem smislu nekoliko manj priljubljeni, a pri končnem izračunu vplivajo na stroške prehrane. Tako na primer iz stebla brokolija in listov cvitače pripravimo jušno osnovo, prezrele banane pa uporabimo kot sladilo v sladici. Zavedajmo se, da v nekaterih delih sveta ljudje še vedno umirajo zaradi podhranjenosti. Ne pričakujmo, da bodo za našo prehransko varnost skrbeli samo drugi, država, lokalna skupnost, vrtec in šola. Pomembna je tudi naša lastna angažiranost.